Dr. Dejan Štefanec je rojen 3. septembra leta 1979 v Murski Soboti. Dodiplomski študij kemijske tehnologije je končal leta 2003 na Mariborski fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo. Tam se je zaposlil kot mladi raziskovalec in bil izvoljen v naziv asistent za predmetno področje splošna in organska kemija. Leta 2007 je na matični fakulteti doktoriral na temo porozni polimernih nosilcev, za kar je prejel tudi številne nagrade. Kot razvojni tehnolog se je zaposlil v podjetju Belinka Perkemija v Ljubljani, kjer je bil nosilec številnih razvojnih projektov. Od leta 2010 je dodatno zaposlen še v Centru odličnosti Polimat. Leta 2012 pa je s partnerji ustanovil podjetje Microcaps, ki se ukvarja z razvojem in proizvodnjo specialnih kemikalij in kjer je tudi trenutno zaposlen kot direktor razvoja. Pomurski akademik dr. Dejan Štefanec je eden izmed mlade garde članov Pomurske akademije. Po izobrazbi je kemik, kemijski tehnolog, torej eden tistih, ki se ukvarja s tem, kako znanje, raziskave, konkretno na kemijskem področju, čim prej spraviti v prakso. Na svoji poti do doktorata si je kot asistent pridobil tudi izkušnje z pedagoškim delom. Zdaj pa njim je to seveda tako bolj prav pride tudi, da si mora organizirati svojo ekipo, skupino v podjetji v eni aplikativni raziskavi. Zaposleni je tudi na Centru za odličnost, tako so njegove raziskave ne samo uporabne, ki seveda tudi stremijo k odličnosti, k tome, kar res sam poišče tisto, kar je v praksi te najboljše. In glede za voljo tega smo sikdar veseli in z velikim zanimanjem pričakujemo njegova predavanja na konferenci Pomurske akademije in tudi dnešnje je eno fejst zanimivih. Večina kemičnih učinkovin uporabljenih v kmetijstvu je vodotopnih in lahko hlapnih, zato v veliki meri prispevajo k onesnaževanju okolja. Tako se velik delež gnojil spira v podtalnico, pesticidi pa hitro izhlapevajo v ozračje in se z dežjem spirajo v zemljo. Da se doseže želen učinek gnojenja, zatiranja škodljivcev in ostale namene uporabe kemikalij, je potrebno večkratno doziranje le-teh namesto enkratnega apliciranja. Poleg tega postaja varno rokovanje čedalje bolj pomembno, česar pa kemični preparati brez zaščite ne omogočajo. Omenjene težave lahko v celoti odpravimo ali zgolj omilimo njihove posledice z uporabo tehnologije mikroinkapsuliranja, ki je predstavljena v prispevku. Aktivno substanco obdamo s polimerno membrano in s tem dosežemo kontrolirano sproščanje substance, ki poteka enakomerno skozi celotno rastno obdobje rastlin. Doziranje je počasno, izpiranje in izhlapevanje v okolje je zmanjšano ali celo odpravljeno, rokovanje je varnejše. Sodobnega kmetijstva si skoraj več ne moremo predstavljati brez kemije, brez kemijskih preparatov, ker po eni strani pridelke ščitijo, po drugi pa tudi zagotavljajo čim večji pridelek. In pomurski akademik dr. Dejan Štefanec je na današnjem predavanju pokazal, kako pa lahko z enimi novimi metodami dosežemo, da so te kemijski preparati ne tako fej škodljivi, kot ponavadi lahko so. Sikdar imamo pri tom en kompromis med tistim, kar okolju delamo škode, in pa tistim, kar nam to pomaga, pri tom, kar so pridelki zdravi, kar preživijo po eni strani in seveda, kar tudi izplen za zemlje čim večji. In dnešno predavanje je nam lepo pokazalo, kako so lahko polimeri, ker je dostakrat ne bi nišče niti s tem povezal, face-to-face koristni tudi na tom področju. Raziskave kažejo, da uporaba kemičnih učinkovin v kmetijstvu predstavlja velik vpliv na onesnaževanje okolja in varnost uporabnika. Po nekaterih ocenah bi naj bile izgube gnojil do 75%, razpršenih insekticidov do 98% in herbicidov do 95%. Čedalje večjo veljavo ponovno dobivajo tako imenovani zeleni pesticidi, ki so pridobljeni iz naravnih virov, a so njihove lastnosti še slabše od kemičnih pripravkov. Z uporabo tehnologije mikroinkapsulacije lahko bistveno povečamo učinek kemičnih pripravkov, zmanjšamo vpliv na okolje in povečamo varnost rokovanja. Zato se tehnologija razširja tudi v kmetijsko panogo.
Hvala za besedo. Verjetno me večina še ne pozna, no. Sem Dejan Štefanec, sem soustanovitelj in direktor razvoja v novem podjetju Microcaps. Mi se ukvarjamo z mikroenkapsulacijo, kaj to je, bomo videli pač tekom predavanja. In danes bi predstavil bolj usmeritev in rešitve v kmetijstvo z našimi produkti. Zakaj v kmetijstvo? Pač vemo, da je kmetijstvo eden večjih onesnaževalcev okolja in bi danes se predvsem fokusiral na gnojila in pesticide, ki sta pač največji faktor. Po nekaterih raziskavah se tudi do 50% gnojil, se pravi dušika z dežjem, izpira v podtalnico pri uporabi klasičnih gnojil. Namreč voda, pač ko raztaplja gnojilo, jih prehitro spere mimo korenin rastlin in pač prodira v podtalnico, pa tudi v ozračje posledično zaradi učinkov denitrifikacije. Enaka problematika je pri uporabi klasičnih pesticidov, se pravi pri tretiranju pesticidov pač po rastlinah, se spet zaradi dežja sperejo pesticidi v zemljo, prodirajo v podtalne vode in v reke in morja. Velik delež pesticidov, ki jih tretiramo z sprejanjem, pač izhlapeva v ozračje, dosti jih pa tudi razpade zaradi UV delovanja. In te probleme se da rešiti oziroma se jih že rešuje tudi na trgu z tehnologijo mikroenkapsulacije. Zdaj, kaj to je mikroenkapsulacija? Če dosti laično prenesemo to na eno čist naravno, bolj makro zadeva, če si predstavljamo jajce, ki je v bistvu trdne oblike, ga pač komot postavimo v hladilnik kamorkoli in ko pač lupino razbijemo, dobimo tekočino, ki je pač znotraj jajca varno shranjena. In če bi tako delovanje prenesli na mikroraven, dobimo v bistvu mikrokapsule, velikosti pač nekaj mikronov, znotraj katerih, znotraj vsake kapsule je pač tekočina, ki jo nameravamo ujeti, enkapsulirati. Kaj s tem pridobimo? S tem pridobimo v odvisnosti od vrste membrane, ki jo pač kreiramo na aktivni komponenti, določimo čas sproščanja aktivne komponente v ozračje, se pravi izhlapevanje, izpiranje in tako naprej, spremenimo fizikalne lastnosti materiala, spremenimo tekočino v trdno snov, lažje z njo rokujemo, jo prenašamo, transportiramo, jih zaščitimo pred nestabilnostjo in vplivom okolja, kakor je UV sevanje in tako naprej, varnejše rokovanje z nevarnimi snovmi, predvsem pesticidi, kakšnimi katalizatorji v drugi industriji. Če grem na membranska gnojila, kako jih enkapsuliramo oziroma oblečemo, pri tem uporabljamo tako imenovani postopek v fluid bed oplaščenja, kjer v bistvu osnovno gnojilo, klasično mineralno gnojilo, v slušilniku fluidiziramo s pomočjo vpihovanega zraka, da pač lebdi, na njega špricamo raztopino polimerno in ta polimer se nalaga na posameznem delu gnojila in tako dobimo oplaščeno gnojilo z pač kontrolirano debelino membrane. Ta membrana nam omogoča različno delovanje gnojil. Lahko pač imamo počasno enakomerno sproščanje gnojila, lahko dodamo nekaj neoplaščenega gnojila, ki služi za trenutno aktivacijo in pol še vedno deluje, rečemo več mesecev, ali pa z debelino membrane dosežemo, da se sproščanje začne šele po nekaj mesecih, recimo za substrate, da pač po zimi se stavi že substrat za rože in gnojilo začne delovati šele marca in drži spet do zime. Kako funkcionirajo membranska gnojila? Se pravi, membrana zadržuje prehiter vdor vode in pol tudi izparevanje oziroma raztapljanje hranil znotraj gnojila in nadzorovano spušča elemente in mikroelemente pol v okolico. Kaj dosežemo s tem? Se pravi, gnojimo ponavadi samo enkrat v sezoni, na začetku sezone, ko pač sadike posadimo oziroma posejemo, tretiramo tudi gnojilo in pol drži to nekaj mesecev.
Gnojenje je bolj varno, brez ožigov, ker ni tistega začetnega koncentracije hranil, ki je problematična pri klasičnih gnojilih, in posledično je bujna in krepka rast rastline čez celo sezono, ker je pač enakomerno prehranjena. Pogledamo tudi iz ekonomskega stališča, v bistvu prihranimo na manjši porabi gnojil in seveda času, ker ne rabimo tretirati večkrat na sezono. Podobna zgodba je pri pesticidih, s tem, da je tudi tehnologija malo drugačna, malo bolj komplicirana. Če si predstavljamo vodo v reaktorju in pesticid oziroma kako drugo aktivno tekočo substanco v posodi, če naredimo emulzijo, da imamo kapljice teh pesticidov v vodi in s pomočjo reakcije izvedemo samo na površini te kapljice, dobimo mikrokapsule, spet v katerih je noter ujet ta pesticid. In princip delovanja je pol spet enak kot pri gnojilih, se pravi ta membrana, ki je pač po površini teh kapljic, služi za nadzorovanje sproščanja pesticidov, zaščiti jih pred prehitro degradacijo, predvsem UV sevanjem. Varnejše rokovanje je čedalje bolj pomembno, tudi v vseh regulativih se v bistvu že pojavlja. Uporabljeno je tudi za neprofesionalce, ki pač niso vajeni oziroma ne znajo rokovati strupenimi snovmi. Velika aplikacija je pa tudi v notranjih prostorih, da pač lahko prosto razpršiš nek pesticid, ki pol deluje, ali pa insekticid proti mravljam in ga v ozračju dejansko ni, ker je pač izslepevanje tako počasno, da je samo lokalno pač po kapsulah in pač uniči tam mravlje oziroma hrošče. Če predstavim še zelene pesticide, smer v bistvu škropljenja oziroma regulativ je, da se gre nazaj k znanosti oziroma tehnologiji naših babic. Naše babice so uporabljale koprive, drobnjak, narcise, česen, tobak, so pač zmlele, raztopile in so s tem uničevale hrošče in polže na vrtu. Zakaj zdaj, recimo, ko je tudi kemična industrija tako razvita, da lahko iz teh stvari, iz naravnih rastlin, dosta enostavno naredi eterična olja, kot so evkaliptus, limona, timijan in tako naprej. Zakaj se še vedno, ali pa zakaj se ne uporabljajo, recimo ta eterična olja napram klasičnim pesticidom? Zato, ker so slabše učinkoviti, večjo količino teh substanc bi mogli zdozirati v okolje, da bi recimo delovalo približno enako kot zdaj, kar prispeva spet k višji ceni in pač je vse gledano iz ekonomskega stališča, pač ne pride v poštev, posledično je večja poraba, hlapljivost je ponavadi večja, ker pač eterična olja so zelo hlapna in hitro degradirajo in na koncu so pa tu še lobiji, ki pač prispevajo, da industrija pesticidov živi in pač proizvaja svoje količine. Kje vidimo mi rešitev, da bi to stvar enkapsulirali in bi s tem pridobili manjšo porabo eteričnih olj, ker je pač manjše izhlapevanje, manjšo količino bi rabili vgraditi v mikrokapsule, tretiranje bi bilo manj pogosto, se pravi enkrat na sezono, v začetki sezone oziroma v potrebi, stroški bi se v bistvu tudi zmanjšali ali pa ostali enaki in bi lahko v bistvu prispevali in k okolju in k porabi tega naprej in k delovanju. Ste vedeli, da so mikroinkapsulirani produkti prisotni praktično na vseh področjih in so v vsakem domu? Samokopirni papir, samolepilni lističi, mehčalci, detergenti, tekstil, prehrana, kozmetika, premazi, farmacija. Na podobnih področjih raziskujejo o pomurskem akademiku dr. Dejanu Štefanecu še naslednji člani PAZU. Pomurski akademik dr. Zdenko Časar, pomurski akademik dr. Viljem Kozic, pomurska akademkinja dr. Tanja Kurbus in pomurski akademik dr. Gorazd Sobočan.